Pozdravljeni! Pred nami je velika nagrada Avstrije in v tem prispevku si bomo ogledali tiste značilnosti proge, kaj so izbrali vozniki in malce se bomo ozrli tudi nazaj v zgodovino. In prav izmed zgodovinskih edicij velike nagrade Avstrije menim, da se je tokrat najbolje spomniti tiste iz leta 1976, ko je bil Niki Lauda še v bolnišnici zaradi posledic znane nesreče in je na tej dirki zmagal John Watson z ekipo Penske. To je bila prva zmaga zanj in prva ter edina za njegovo ekipo. Prav na tej progi so prejšnje leto v ediciji 1975 izgubili svojega prvega voznika Marka Donohueja v bizarni nesreči, o tem kdaj drugič. Zanimivo iz te dirke je to, da sta John Watson in Roger Penske stavila, da ko bo John zmagal prvo dirko, se bo moral obriti. Po zmagi je John Watson držal obljubo, obril se je, a Roger Penske ga drugo jutro ni prepoznal v hotelu. A vrnimo se na dirko, na to edicijo, na leto 2019. Proga je čisto različne konfiguracije od tistega, kar smo videli še pred tednom dni v Franciji. Ni toliko ovinkov, krog je izjemno kratek krog, kar pomeni že samo po sebi večjo možnost za gnečo. Gre več ali manj za tako imenovano stop and go progo, to se pravi pospeševanja in zaviranja, vidimo ravnine brez tistih ovinkov z dolgim lokom, z močnimi oprijemi, tam, kjer bi se pneumatike pregrevale. Menim, da bo razmerje moči čisto drugačno od tistega, kar smo videli v Franciji. Je za pričakovati, da se bo zmanjšala ta razlika tako med Mercedesom, Ferrarijem kot Red Bullom. Temperature pneumatik bojo nižje, saj tako pravijo te vrednosti, ki nam jih je dal Pirelli v tej tabeli, ukolikor primerjamo s tistimi, kar je bilo v Franciji. Je pa nekaj drugega. Napovedujejo vremenoslovci izjemno toplo vreme, kar bi se znalo poznati tudi na asfaltu, kajti spomnimo se leta 1984, velika nagrada Dallasa. Temperatura asfalta je bila takrat okrog 66 stopinj, kolikor je poročal Goodyear, in asfalt je začel odstopati. Na veliki nagradi Francije smo z lahkoto šli čez 50 stopinj Celzija. Vem, dosti let je od tiste edicije z 1984, a bodimo pozorni tudi na to, ker gre za velika zaviranja in pospeševanja na določenih delih proge in lahko, ponavljam, lahko bi na teh delih prišlo do kakšnih problemov z asfaltom. Imamo tudi nove spremembe na progi. V bistvu gre za to, da so asfaltirali določene dele, popravili so robnike, ti so zdaj širši, ta cementni del okrog robnikov je širši, to se pravi, vozniki imajo več prostora za izlet izven proge. In ta detekcijska cona za tretji DRS se je pomaknila nazaj približno za nekaj metrov, kot vidite na fotografijah. Izbor pneumatik, ki so ga napravile ekipe, ta je zelo zanimiv, kjer vidimo zopet drugačen pogled ekipe Ferrari na cel potek dirke. Izbrali so 4 do 5 kompletov tiste srednje mešanice, še nekaj da dodam, mešanice so enake, kot smo jih videli pred tednom dni v Franciji, 2, 3 pa 4, to se pravi, izbrali so 4 do 5 kompletov teh srednjih mešanic, medtem ko so ostali bili na 2 do 3 komplete te srednje mešanice. Seveda obstaja še zmeraj opcije na tisto najtršo. Problem je v tem, da tistih najmehkejših ima na primer ekipa Mercedes 9 kompletov za vsakega voznika v svoji ekipi, pri Ferrariju pa le 7. Izbor pneumatik skuderije Ferrari je podoben tistemu, ki ga vidimo na primer pri ekipi Racing Point. Vsi ostali so se orientirali z večjim številom kompletom teh najmehkejših pneumatik. Kako se bo to odrezalo, bomo videli na dirki. Še nekaj od tega vikenda naprej se bom potrudil in bom v živo prek Facebooka oddajal video. In v tem videu bom v živo komentiral dogajanje na progi, tako na kvalifikacijah kot na dirki. Ukolikor želite, me boste lahko spremljali, tudi v živo komentirali, podrobnosti na katerem profilu in kdaj začnemo pa v naslednjem videu. Hvala za vašo pozornost in vidimo se.